Veliko je bilo pomembnih prelomnic v četrtstoletni nogometni zgodovini samostojne Slovenije. Ena pomembnejših je dokončanje široko zastavljenega projekta izgradnje Nacionalnega nogometnega centra Brdo. Dolgoletna prizadevanja, premagovanje številnih ovir, nerazumljivi zapleti in na drugi strani zadovoljstvo, ko je center dobival končno podobo. Vse to in še marsikaj se je spletlo v težko pričakovani trenutek. Nacionalni nogometni center Brdo je s tem odprt. Hvala lepa. Vrhunska otvoritvena slovesnost z visokimi gosti iz sveta nogometa, politike in gospodarstva je bila tudi svojevrstno zadoščenje po zahtevnem potovanju proti cilju. Lahko bi država se malo bolj potrudila in dajmo biti pozitivni, kot je pozitiven večer, pa reči, da glede na to, da je premier prišel danes, je videl, kaj smo naredili in se bo morda odnos države od danes dalje spremenil do nogometa. Nacionalni nogometni center je izjemna naložba za tisoče mladih nogometašic in nogometašev, ki so člani najmnožičnejše in najbolje organizirane panožne zveze. Nacionalni nogometni center je naložba v prihodnost. Slovenski nogomet je tako dobil nov dom z imenom Nacionalni nogometni center Brdo. Nova pridobitev pa bo Nogometni zvezi Slovenije omogočala še učinkovitejše delo in zagotovila možnosti za nadaljnji razvoj slovenskega nogometa. Nogometno podobo centra Brdo predstavljajo 3 igrišča z naravno travnato podlago. Glavno zaokroža tribuna, ki je del večnamenskega objekta z garderobami in servisnimi prostori, skladiščem in kongresno dvorano. Upravna stavba Nogometne zveze zaokroža poslovni del kompleksa, ki je arhitekturno domiselno umeščen v naravno okolje parka Brdo pri Kranju. Ustvarjalno okolje blizu avtoceste in letališča, toda daleč od mestnega hrupa. Pridobitev, ki nam je lahko za video tudi največji. Pri tujcih je po mojem mnenju samo pozitivna zavist. Se pravi, želijo si tudi oni take trening centre, bojo delali na tem, da naredijo take trening centre, ampak hkrati nam pa privoščijo. So pa seveda že nekatere zveze najavile prihode in gledali si bodo ne samo načrte, ampak tudi kako je projekt izveden v praksi. Veliko ljudi je zlagalo kamenčke v mozaik uspešnega projekta. Eden pomembnejših sodelavcev Nogometne zveze je bil Teodor Teodoridis. On behalf of UEFA, I'm very proud being here in this opening of the training center and of the headquarters of the Slovenian FA, which is, by the way, one of the examples of the best use that has been done throughout these years from the development programs from both FIFA and UEFA, and really an example. Nacionalni nogometni center je sicer v osnovi trava, železo, beton in steklo. Za zaokroženo podobo modernega športno-poslovnega kompleksa je bil potreben še vdih življenja, ki smo ga prispevali vsi, ki živimo in delamo za nogomet. Vsi, ki smo tu danes, generacije, ki bodo prišle za nami, ki bodo govorili en jezik, enak po vsem svetu, nogometni jezik. Tako kot ga povsod na zemeljski obli govorijo tudi glasba, plesni ritmi, telovadni elementi in umetnost izražanja z izbrano besedo oziroma z igro svetlobe, senc in barov, s čimer je Anton Podbevšek teater iz Novega mesta domiselno prepletel prijeten večer v osrčju naravnega parka Brdo. Čustveno obarvan večer s sporočilom, ki odmeva daleč v prihodnost.